Ljudje se odločajo za prostovoljstvo zato, ker jim je mar za druge, zato, ker živijo na kakovosten način preživeti svoj prosti čas. Odločajo se pa na tistih področjih, ki so jim pomembna. Ali želijo res prispevati, da bo kaj boljše na tistem področju, ali se želijo naučiti kaj novega, dobiti neke nove izkušnje. In prostovoljstvo v resnici marsikomu tudi osmišlja dan, osmišlja življenje. Jaz sem tabornik že od svojega drugega razreda, se pravi več kot 14 let, in tekom teh let sem spoznal, da taborniki dejansko vzgajamo mlade na nek način, ki v tej družbi, v teh časih ne omogoča tega, se pravi predvsem to, da smo v naravi, to, da hodimo po celem svetu, spoznavamo različne kulture in mislim, da prek tega učenja vseživljenjskega in tega učenja bivanja v naravi dejansko vzgajamo boljše ljudi. Zavod RISA je nevladna organizacija s statusom v javnem interesu na področjih kulture in socialnega varstva. Ukvarjamo se s programi in storitvami za podporo osebam z različnimi oviranostmi, razvijamo lahko branje, imamo programe zagovorništva in samozagovorništva, osebno asistenco, pa tudi druge programe, ki se zavzemajo za enakopravnost in enake pravice vseh ljudi. SOS Telefon je društvo, ki svojim brezplačno telefonsko linijo 24 ur nudi pomoč žrtvam nasilja, tistim, ki pokličejo in potrebujejo pomoč. Poleg tega pa ponujamo tudi druge programe, ki so podporni programi za te žrtve nasilja. Pozdravljeni, moje ime je Urška Ivanovič, prihajam pa s Slovenskega društva za terapijo s pomočjo živali, ambasadorji nasmeha. Znano je, da stik z živaljo, podobno kot čokolada, spodbuja serotonin, hormone sreče, gladenje dlake sprošča, zniža se pritisk, utrip srca se zmanjša, v glavnem deluje na tem področju. Prav tako so pa živali lahko zelo dobri motivatorji. Namreč je društvo nastalo 2005 in od takrat naprej sodelujemo preko 60-70 ustanov v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem. Naša organizacija, Društvo Šola zdravja, tukaj se povezujemo v celotni Sloveniji in zdaj imamo že dosti več kot 5000 članov. Smo pa ljudje, ki smo med sabo izredno povezani. Resnično povsod, ki se pojavljamo, smo v majčkah, ni pa pomembna majčka. Pomembno je, da ljudje zjutraj pridejo v tvojo skupino in da je ta skupina najbližje, torej blizu tvojega doma. Tukaj smo danes se zbrali, da bi ljudem pomagali organizirati, se pravi krvni sladkor in pritisk merimo. Mi smo srednja zdravstvena šola, v bistvu mi se učimo in s tem, ko hodimo na ta prostovoljna dela, spodbujamo, se pravi, prakso in vadimo tudi s tem, to se pravi, da lahko bolj znamo za naprej naše bodoče poti. Jaz sem Jani Bele, član Gorske reševalne službe iz Ljubljane, ki drugače spada pod okrilje Gorske reševalne zveze Slovenije. Ja, rešujemo, ljudje mislijo, da v glavnem v gorah, ampak dejansko rešujemo na vseh področjih, kjer so zelo težki pogoji za dostop, tako da je naše področje res po celi Sloveniji. Rešujemo pa vse, od ljudi do živali. Pri nam ne moramo govoriti o profesionalizmu, čeprav moramo delovati kot profesionalci, ampak dejansko smo vsi člani Gorske reševalne službe prostovoljci, tako da nas je okrog 600 v celi Sloveniji. Slovenska filantropija koordinira slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Danes je namen naše organizacije poleg tega, da vključujemo prostovoljce v naše programe, tudi podpora organizacijam z vidika strokovnosti na način, da podpiramo in pomagamo organizacijam, da pridobivajo nove prostovoljce preko portala prostovoljstvo.org, da usposabljamo tako prostovoljce kot mentore in da delujemo tudi zagovorniško, da se bo sprejela strategija prostovoljstva in da je pač prostovoljstvo slišano, tudi da se prostovoljstvo govori, ne samo takrat, ko so neke krizne situacije in prostovoljci priskočijo na pomoč, ampak vsak dan, kajti prostovoljci resnično pomagajo vsak dan. V družbi je prostovoljstvo zelo pomembno, ker s tem dopolnjujemo mogoče nekatere niše, ki jih država ali pa druge organizacije ne morejo pokriti ali ne zmorejo pokriti finančno in s tem pomagamo drug drugemu. Nam prostovoljstvo to pomeni, da narišemo nasmehe ljudem, ki nimajo razloga za nasmeh. Meni prostovoljstvo
pomeni neko priložnost, da delaš pozitivne spremembe v družbi. Recimo konkretno prostovoljstvo pri zavodu Risa mi pomeni, da res gradiš skupnost, v kakršni bi rad živel. Se pravi, to je skupnost, ki je enakopravna, ki je pravična, v kateri vladajo vrednote humanosti, enakosti, poštenosti. Kaj meni pomeni prostovoljstvo? V bistvu poglobljen stik s sočlovekom, ker v tem času potrošniškem, kjer hlastamo po učinkovitosti, produktivnosti, nam zmanjkuje časa za kakršnekoli poglobljene odnose, se mi zdi, da je to ključno, da nas ohranja neko človečnost v nas. Jaz mislim, da je to zelo pomembno v teh časih, kjer je vedno več individualizacije, da so neke prostovoljske organizacije tiste, ki ustvarjajo skupnost, dajo ljudem neko gnezdo, neko priložnost za ustvarjanje poleg službe, da res tisto, kar si želiš, počneš. Tako da mislim, da je prostovoljstvo še kako pomembno, sploh v teh časih, ko se dogaja toliko enih kriz po svetu, toliko enih vojn, da lahko pač prostovoljske organizacije učimo ta mir, pa sobivanje, sožitje in to. V tem svetu, v katerem se počutimo tako ogroženi in je res veliko slabega se dogaja, predstavlja prostovoljno delo neko delovanje, ki popravlja podobo sveta. Prostovoljno delo nam govori, da dobro je, da so dobri ljudje in da so ljudje, ki nas lahko zaščitijo, ki nam želijo pomagati, in vse to veča upanje, zaupanje v človeški rod in v svet in tudi veča občutek varnosti. Tako da to so funkcije in filantropije in seveda tudi drugih prostovoljskih organizacij. Ker je to ful fino, fajn in ful dober in pač v tem ful uživaš in nimaš nič za izgubiti. Mislim, prostovoljstvo je zakon. Meni se zdi, to bo zelo klišejski odgovor, ampak meni se zdi, da sem spoznala, kdo sem preko prostovoljstva in nekako sem spoznala, kdo sem v kontekstu nečesa večjega, kot sem jaz. Tako da mislim, da sem bila prej dokaj izgubljena v srednji šoli, potem sem pa začela raziskovati svet prostovoljstva in ugotovila, da lahko že z majhnimi dejanji dosežeš nekaj ful več in se vključiš v neko skupnost in spoznaš marsikatere ljudi. In pač spremeniš ne samo svoje življenje na boljše, ampak življenje pač drugih na boljše. Tako da meni je bilo zakon, ker sem se udejstvovala in s pobiranjem smeti na festivalih in s pomočjo ljudem, tako da res lahko delaš vse možno s prostovoljstvom.